obljubljanja v zakonodaji o racionalizacijah v zdravstvu, torej res tudi o prišparanju, o tem, da bo mreža, torej razporeditev zdravnikov in vseh medicinskega osebja po Sloveniji enakomerna, ter da se bo ločilo javno in zasebno, pa še kaj, to so seveda bile obljube, ki bi naj prinesle k izboljšavam, kajti izboljšave so potrebne. Pri tem pa ima po svoje ministrstvo težavo z izvajanjem zakonodaje, kajti v prejšnjem mandatu smo bili dost produktivni in danes nihče ne izvaja zakon o pacientovih pravicah, zakon o duševnem zdravju, za katerega je seveda ministrstvo odgovorno, za katerega so nas civilna združenja bičala na vseh koncih, zakaj ga ni, in danes, ko zakon je, po enem letu ni več vprašanje, ali smo prijazni napram pacientu ali nismo, zadeva je očitno o predalih. Čakalne dobe, to je bilo zgubljanje besed v parlamentu in kjer hočete vsak dan. Štetje po časopisih, kdaj te operirajo križ, kdaj kolk, kdaj nogo, in enostavno od lanskega leta dalje čakalne dobe niso več vprašanje. Nihče ne rabi več evidence, kako so dolge. To se sploh več ne rabi. Mi smo dali edini evidenco po celi Sloveniji za vse posege. Naj gre nekdo v Mursko Soboto, zakaj bi čakal v Celju, recimo na poseg. Ampak to tudi danes ni več pomembno. Poglejte, če še kje v katerem časopisu sploh piše, da je mogoče to boleča točka. Da bi se razmišljalo o tem, kaj bo čez 10 let za zdravniki, ki jih je 30% premalo. Ne, o teh dolgoročnih načrtih ni govora, sploh pa ni nadgrajevanje tiste resolucije, za katero smo porabili kar nekaj energije in časa. Davkoplačevalski denar se danes z sklepom vlade da v bolnišnice, kjer so tisti direktorji, ki so všečni. Za sklepom vlade, ne na osnovi sanacijskega načrta, ne na osnovi tega, da se zagotavlja boljše poslovanje, ampak enostavno je to odločitev o tem, da se deli denar, ki vidimo, da ga je itak vsak dan manj. Informatika je seveda v zatonu, kajti informacijska podpora, za katero smo dobili mnogo pripravljenih evropskih sredstev, povejte, kaj danes. Še za kartico, ko pridete, če pridete po noči, vam kartica ne potegne in morate plačati storitev. Tu smo po enem letu. In da bi se kdo ukvarjal z tem, kaj z Inštitutom za varovanje zdravja, z Zavodi za varovanje zdravja, zraven sporedno tudi z socialnimi službami, kajti tega je toliko po Sloveniji. In verjamemo in vemo in smo se zavedali tudi mi, da tu ta pravih učinkov ni, se vidimo, kaj se dogaja zdaj pri epidemiji, kaj pravzaprav so odgovori. Da je na področju zdravstvenih domov ponovno najbolj pomembna zgradba, zid. Zid, okrog katerega se mora vse vrteti. In okrog 36 zidov v Sloveniji se mora vrteti vsa logika zdaj. O nič drugega nima več veljave. Torej vsebina, kadrovski viri, pa to ni pomembno. Da bi se o tem oskrbi za starejše, ki je tako velika, da bi se kdo spomnil, da je treba mrežo narediti tudi za rehabilitacijo, tudi za dolgotrajno oskrbo. Ne, to ni pomembno. Ampak na deklarativni ravni je skrb za starejše izjemna. In namesto, da bi prišli do ločitve oziroma do preglednosti javnega od zasebnega, je novi predlog zakona o zdravstveni dejavnosti uvaja prepoved dela zdravnikov. Ker kaj pa je lepše, kako dati prepoved? Kajti s tem je najmanj dela. Če pa želiš napraviti red z regulativo, z nadzorom, z organizacijo, takrat je treba pa delati. In je najboljše danes reči pri tem, da 30% kadra manjka, da enostavno lahko dela samo tam, recimo v kliničnem centru, kjer je, kako bo jutri v Murski Soboti, ne vem, kam bo to pripeljalo pri tem, da imamo pomanjkanje, tudi ne vem, da pa o tem, a se pacienti počutijo dobro, pa vsem tem, se pa itak nobeden ne sprašuje.
In tudi o tem ne, da je zdravstvena dejavnost tudi gospodarska dejavnost, da je tudi tu izjemno pomembno spodbujanje konkurenčnosti in s tem kakovosti. Da investicije stojijo, pa ne, da ne bi bilo denarja. 40 milijonov smo mi pustili na skladu, ko smo odšli, ampak onkologija v Mariboru stoji, urgentni center v Izoli, za katerega so pisali po časopisu, zakaj še ni projektov, enostavno so se odločili, da ga ni potrebno delati. Čeprav so o tem odločali prej v parlamentu. Torej, namesto tega se bo naredilo nekaj prostorov v obstoječi bolnici, zunaj pa se bo zgradila 5-nadstropna garaža, ki bo imela dostop direktno iz Morske ceste. Verjetno to pacienti zelo rabijo. In na Ministrstvu za zdravje so pripravili en sam predlog zakona, ki bi naj bil osnova za vse reforme. Zakon o zdravstveni dejavnosti. Tako da v odboru za zdravstvo smo mi malo bolj fraj tokrat. Mi nimamo veliko dela. Smo ugotovili, da tudi nimamo kaj veliko se srečevati. Ampak v istem časovnem obdobju smo mi naredili, pripravili in parlament sprejel 6 zakonov, resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, ki je leta in leta ni bilo in hkrati smo predsedovali Evropski uniji. Da unih klinik pa zidarjev pa tega ne omenjam. Ampak pri tem, da je bila pridelana garancija, ko smo že pri zidarjih, garancija za te bolnice, torej da se izvajalce oglobi za počasno delo. In kaj je bil rezultat? Da je minister povedal, da bo pa to res naredil, pobral bo denar tem, ki so nekvalitetno delali. Izvajalci so pa rekli, lejte, mi imamo pa točno za enako vrednost dodatnih del, potem pa v redu se pa spogajamo. Zmaga je tu, tako kot zdajle s Hrvaško. In... No in seveda mi resno predlagamo, da tisti zakoni, ki so bili pripravljeni in sprejeti v prejšnjem mandatu, naj se vendar izvajajo. Pa se ljudje si ne upajo biti več bolani v tem času. Tisti, ko vejo, zakaj se gre. In da informacijska podpora lahko najbolj zniža stroške. To je cel sodoben svet naredil. Da ni treba več pacientom letati od laboratorija do doktorja z listki. Da so lahko diagnostika nadaljavo iz Murske Sobote v Ljubljano, gre to po elektronski pošti, tu ni treba več hoditi sem pa tja. In tudi ta projekt, seveda, da ne omenjam one kartice, zelo pametne, tudi to ni videti napredka, vsaj čutiti ga ni. Da bi uvedli normative skladno v zakonom o zdravniški družbi, potem bi lahko delali analizo, ali so zdravniki, sestre učinkoviti ali ne. Danes samo vemo, da nekdo ima 500 opredeljenih pacientov, drugih ima pa 3000. Pa nič za to, v isti stroki, da ne bo pomote. No in tudi, če gledamo, kdaj je direktorja zdravstvene zavarovalnice in celo poslušamo, potem najbrž se damo prepričati, da ta monopol ne vodi v razvoju. In da bi ukrepi varčevanja v vseh organizacijah morali iti skladno s procesom dela, tako kot voda teče. In to se je naredilo v gospodarstvu, izločili so se brezpotrebne poti, brezpotrebni stroški, naredile so se čiste linije in tako se postane konkurenčen. Tega akta in tega dela ni videti. In še, da nov zakon, predlog zakona, uvajanje štetu novih institucij, ne bom jih naštevala, lahko jih pogledate na spletu. Torej, mi se bomo zadušili o agencijah, o institucijah, pri tem pa bi govorili, da dajmo racionalno uporabljati sredstva.